za 9 gorami, za 9 vodami, za 10 VPN-ji in skrivnimi IP-ji živi en Stane, ki pravi: A pizda, spet mi net ne dela. To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. David, živijo? Stane, hello. Živijo, danes spet nisva sama. Oh, shit. Z nama je najpogostejši gost, zvesti sopotnik podcasta na Coinov, Aljaž. In z Aljažem bomo govorili o... Zasebnosti. Tako. Torej, izprašali ga bomo o vseh zasebnih stvareh, ne? Koliko imaš Bitcoina? Kaj je to Bitcoin? Pripravljen je prišel. Kje bo Vedno zanimivo? pripravljen. Ja. Aljaž, dajmo začeti. Evo, kaj zate sploh pomeni zasebnost? Način življenja, oziroma ena izmed osnovnih pravic in ključnih stvari v življenju vsakega posameznika. Okay. Lahko malo pojasniš to? Ker ne vem, če se ljudje sploh tega zavedajo na ta način. Ja, ampak mogoče bolj problem razumevanja, kaj zasebnost pomeni. No, Oziroma, kakšno percepcijo do tega ima folk. Kaj pomeni zasebnost kot taka? Kako si jo vidva v enem stavku? Kaj si predstavljaš kot zasebnost? nekaj, kar želim, da selektivno razkrijem tismo, ko želim. Se pravi, da delim nek podatek, neko informacijo, neke občutke brez prisile z nobenem ali pa z vama tukaj. Ja. Recimo. Ampak to je zelo abstraktno. To je odgovor, ki ga kdo pove, ampak hkrati zelo popularno je, da folk reče, jaz nimam nič za skrivati. Ja, mislim. Ampak ta folk, ki gre v štacuno kupiti nove cune, gre še zmeraj v garderobo jih probati. Se ne smeče reči štacune. To je zasebnost. Tudi, ker doma ženi nekaj razlagaš, ne odpreš okna, pa se dereš, da te še sosed sliši. To je tudi zasebnost. Zasebnost je misli, ki jih imaš v glavu, to je zasebnost. Tako da, če več zasebnosti, ki izgubimo, več izgubimo samega sebe. In tako, kot si rekel, zasebnost je možnost tega, da se sam odločiš, kva boš delil z drugim, pa ne bo to, ali boš pokazal, tiče v štacuni, ki kopalke probavaš, ali se svoje finančne transakcije, kva skupaj v petek zvečer, ki šel v McDonald's. Pa to je vse na istem nivoju. Zasebnost je osnovna stvar, ki definira človeški obstoj oziroma tvoje misli in vse, kar si. Tako da, če izhajamo iz tega, je pa zasebnost ena prvinskih stvari, ki te definira kot človeka. Kako hitro si pa to spoznal? Od kdaj na življenje gledaš toliko skozi ta aspekt zasebnosti? Težko rečem specifično, ni nekega preloma, ampak že na začetku na internetu, ker sem kot mulc, pa irc, pa vse zadeva, včasih na internetu noben ni vedel tvojega imena. Tam izhajajo joke, da noben ne ve na internetu, da spes, zaradi tega, ker obstaja samo en vzdevek, ki ga ljudje uporabljajo. In dolga leta, v bistvu, dokler pred Facebookom, večina ljudi, ki so me poznali osebno, niso vedeli mojega imena, zaradi tega, ker sem se predstavil pred enim vzdevkom, ki se je začel v vrtcu še, in to je bil moj vzdevk, ki so ga vsi uporabljali. Tako da veliko ljudi, ki sem si po ne vem kakšnem spletu okoliščin, ki je Facebook prišel ven, eventualno naredil Facebook s mojim dejanskim imenom, sploh niso vedeli, da sem to jaz. Kot primer, ampak včasih je bilo to čisto normalno, da so imeli Zaimek. Ja. V realnem in digitalnem življenju. Sprav, ti si en prvih ljudi, ki je s svojim pravim imenom in priimkom v bistvu alias uporabil, ker ni razkrival, kdo si ti. Zanimivo je, da me še danes vsega toliko cajta kdo vpraša, če je Aljaž res moje ime.
Oziroma, če je to pač tam en nim, ki ga uporabljam. Ja. No, ti si v bistvu zelo zgodaj začel s tem, ne? Ja, ampak takrat to ni bilo nekaj, o čemer bi razmišljal. Takrat je bilo to default, noben ni povedal svojega imena, nobenemu zaradi tega, to ni nobenega biznis. To se je kasneje začel enforcati, da zdaj pa moraš imeti akaunte z svojim imenom in pa take zadeve. Tako da to je bilo naravno stanje. Noben se, to, da bi ti uporabil svoje ime oziroma razkril svoje podatke, je bilo nenaravno stanje. Tako da ne, da smo s tem začeli zgodaj, nekaj se je spremenil v dejanski. Ampak teh zaimkov niste uporabljali pod prisilo, niste se počutili verjetno ogroženi, ampak je bila to bolj zabava, ali iz česa je to išlo? Ali dejansko iz premišljene odločitve, da ne razkrijete svoje identitete? Mešanica obojega. Težko je reči, da je tako daleč nazaj, koliko premišljena je bila zadeva, ampak v velikih primerih, zakaj bi z nekimi neznanci na internetu delil svoje ime, če ni potrebno. Lahko si kdorkoli, naključen na število. Zaradi tega, ker pač ne pridodan ničemer. Če imamo listo neznancev, kva pomeni, če rečeš, da Stane ali pa Lojze? Nobene razlike ni. Tako, ker lahko rečem, da mi ime Burek, pa tudi nobene razlike ne naredi. No, ampak v teh zgodnih časih ircev, forumov, še pred socialnimi omrežji, ni bilo strahu politike ali pa vlad in korporacij, da bomo naredili nekaj groznega, da bomo ogrozili naše otroke, samo zato, ker se na internetu ne identificiramo s svojimi realnimi podatki. Zakaj misliš, kaj se je moglo zgoditi, da so zdaj pritiski vsakdanji, da gre politika v to smer digitalnega ID-ja in podobno? Zdaj si ga pa dregnil. Ne vem, iz česa izhajaš, da takrat ni bilo strahu. Pa nisem ga občutil, ali pa tako. Jaz se takrat nisem počutil tudi sam, da... Problem tega, da opresivni režimi vedno zaostajajo tehnološko za bleeding edge razvojem, tako da nekaj časa traja, da so začeli z masovnim zbiranjem tega. Plus tehnološko je bilo izredno težko zbirati velike količine podatkov, zaradi tega, ker je bilo neverjetno drago. Tako da v bistvu razvoj tehnologije je omogočil večji surveillance, ampak če gledamo, kdaj se je začel zbiranje finančnih podatkov, pa je reporting, je to še že daleč pred internetom. A pa misliš, da je to sistemsko bilo najprej vzpodbujeno z tega vidika, da se zbira podatke zato, da se jih bo kontroliralo ljudi, ali je bilo to nekaj, kar so storitve kot take čisto naravno razširile ta polja v bazah podatkov za svoje potrebe. Pa je pol iz tega bil naslednji korak vladarjev, no saj imajo te podatke, lahko jih izkoristimo, da imajo še dodatne pobirati. S kje misliš, da je to štartalo? Tlej več obdobje tega, odvisno koliko daleč nazaj v zgodovino greš, ampak ogromno nadzora se je pač začel prvo s financami, zaradi tega, ker je bil edina stvar, ki se dejansko vodila, pa so knjige obstajale, itd. Ampak to se je začelo že daleč pred internetom oziroma daleč pred široko razširjenost interneta. Tako da vedno je bila težnja po tem. Pač, več, ki imaš informacij o populaciji, lažje populacijo kontrolirati. Tako da saj so imeli že v srednjem veku so imeli špijune, pa folk je zbiral informacije, saj pa hladna vojna, saj zbiranje informacij, prisluškovanje folku se je vedno dogajalo. Sam skozi tehnološki napredek je postal bolj razširjen, pa bolj normaliziran in pa skozi zgodovino imaš par prelomnic, ki so dale malo več zagona za bolj
razširjene stvari. Pač, vojna proti drogam je bila tak čudovit začetek vsega groznega okoli tega, ker so kar naenkrat začeli zbirati vse finančne informacije, zbirati pač težiti za KYC, vsem reportati transakcije, ki so bile večje od določenih zneskov. In pač začel se je v Ameriki, ampak eventualno so uspeli zmaltretirati večino svetovnega sveta, da se je začel slediti basically US Bank Secrecy Actu. To je od 9/11 je bil tudi en izmed teh, ne? Ja, to je bil druga čudovita stvar, ki se je zgodila. Izkoristila. Ja. Pustimo, kako se je zgodila. Ja, ampak obstaja rek, zakaj bi da nikoli ne smeš izpustiti dobre krize za pogled. Tako kot cigani v Sloveniji, pa kar naenkrat imaš policija večja pooblastila. Ja? Playbook, po playbook. Ja. Tako da pa če se vrnemo na privacy, skozi zgodovino so bili neki večjih takih pušov, ki so izjemno razširili pooblastila, zelo na hiter, plus pač tehnološko je bilo vedno lažje in lažje zajemati stvari. Ampak tudi, če pogledamo, Snowden veliki je bilo, pač sej firme zbirajo, ampak tam ta del lahko navezuješ tudi na problem monetizacije interneta, ker pač če greš na model, ki ga imaš socialno mrežje, pa se ti stvari, pač zbiraš podatke za to, da prodajaš oglaševanje in imaš pa ta cikl več, ki imaš podatkov, bolj targeted je oglaševanje itd. In se pač logično pripelje do tega, da vsak hoče zbirati čim več možnih podatkov za odvedno in pa je naravno, da se bojo te podatki uporabljali tudi za druge stvari voljno oziroma mogoče tudi nevedno, kar je bilo pač pri Snowdenovih likih razkriti, so v bistvu monitorirali povezave med datacentri, tako da so pač je Google zgubilo podatke, nevedno, nezavedno. Danes je pač lažje kupiti podatke, kakor dejansko postavljati infrastrukturo za sledenje temu, tako da pač oglaševalske podatke tudi obveščevalne agencije kupujejo. No, pa ko smo glih pri oglaševanju, marsikdo pa reče, jaz pa hočem imeti oglase, ki so namenjene prav meni, jaz hočem, da mi oglašujejo prave blagovne znamke avtomobilskih gum, ker imam hud avto in ne recimo kikle ali pa modrčkov. In tak človek povsod doda vse možne podatke, se ne skriva za nobenimi VPN-ji in podobnimi tehnologijami, ki jih bomo kasneje obdelali. A vidimo danes že kje kakšno posledico razkrivanja zavednega ali pa nezavednega vseh osebnih podatkov. Ne govorimo o kritično pomembnih ljudeh, odločevalcih, politikih, ampak navaden Jože, ki ima BMW in je ponosen na to, pravi, da nima ničesar za skrivati, povsod to da vse podatke in je kontent z vsemi kuki in božjimi maternimi. Kakšne so tiste prve posledice, s katerimi se negativne posledice, s katerimi se tak uporabnik sreča? Cel spekter jih je, oziroma kot prvo, nič ni narobe s tem, če hočeš videti dejansko relevantne oglase. To je dober feature po eni strani. Problem je s tem, kako se vse te informacije prodajo in dajo naprej. Tehnično, pač praktično ista tehnologija je uporabljena za to, da ti Netflix priporoča serijo, ki ti bo všeč. In take zadeve. Tako da obdelava podatkov sama po sebi ni nujno škodljiva. Problem je v tem, da se zbira vse te podatke, prodaja podatke in da še večji problem pride pa do tega, ker so podjetja prisiljena v zbiranje podatkov. Se pravi, mogoče, če gremo na ekstremne strani, pač vse finančne storitve, Bitcoin exchange, vse te, ki imajo tvoje osebne podatke, ali pa hardware, ki ga ljudje nabavljajo, pač ko so Ledger pohekali, vsi dobivamo spam pa zelo targeted napade, zaradi tega, ker pač obstaja seznam uporabnikov, seznam strank. Imaš cel kup napadov fizičnih na ljudi
direktno iz teh seznamov, zaradi tega, ker so pač zbrani podatki, ta človek je kupil hardware wallet, verjetno ima kripto, tlej njegov naslov, zaradi tega, ker je nekdo zbiral te podatke, ki pač zakonsko rab zbirati, zato da imaš rekord za accounting, pa vse te zadeve se rabijo po 5 let danes, ker je 10. Odvisno od jurisdikšna, ampak je absolutno neverjetno neumna zadeva. Zaradi tega, ker pač dejansko hramba podatkov je rizik za vsako podjetje. Hramba osebnih podatkov je neverjetno velik rizik, tako da načeloma kot firma, oziroma nekdo, ki hoče nekaj komercialnega početi, ti je v interesu zbirati čim manj podatkov, zaradi tega, ker drugače se rabiš samo z varovanjem teh podatkov ukvarjati, pa kako boš preprečil, da vsak, ki pride mimo tvoje bajte, ti bo ukradel imena vseh strank, pa to, kam si poslal svoj meso, ki ga ni sparjal. Lepo, če sem ga kupil. Ja, a imaš račun? Pa gledaj, gaš 10. A si ga prijavil? Kam pa? A ga moram kam parjati? Na FURS? Aha. Pa še ne vem, kjer je ministrstvo za CO2 odpustke. To pa prihaja, kmalu. Ja. To je en del tega spektruma, ampak drugo je pač manipulacija z volitvami. Pač ti lahko targetiraš ljudi neverjetno natančno. Tako da, če ne vem, na Facebooku lahko praktično sam svojemu sosedu pokažeš določene oglase. Tako da se manipulacija z ljudmi dogaja na mas spektrum. Ali pa, ne vem, če na Twitterju boš vedno videl stvari, ki te bojo dosegle največ outrage-a. Take zadeve. Tako da tega se dogaja masovno na vseh nivojih. In imaš veliko primerov, ki te folk uporablja za prank v glase, ki se ne vem, toliko targetiraš ljudi, da se pa ne vem, pokažeš vedno svojemu sosedu, ki ga ne maraš v glase za velike dildote ali pa nekaj. Ali pa ne, uporabljajo se za dejansko za spreminjanje zakonodaje. Pa če obstaja knjiga od enega Američana, mislim, da ime knjige The Fixer, ki je v bistvu bil kot politični svetovalec Uberju, pa takim zadevam, ki so imeli pač težave v raznih mestih, da so jih hoteli ven vršiti in so spreminjali zakone, ampak so uporabljali pač oglaševalske podatke, da so, ne vem, vsem politikom ali pa ljudem, ki so bili v določenemu mestu ali pa v okolišu, ki so hrabili spremenico in prikazovali zelo targeted stvari, ki so jih hoteli videti, zato da so folk začel razmišljati o tem. Ker če danes vsakeč, ko odpreš nekaj na internetu, vidiš, levica je katastrofalna, boš začel razmišljati, mogoče je levica res katastrofalna. Torej, če poenostava, ne, pa Če se nič narobe s tem, ne. Če poenostava za Jožeta, ki ima BMW, bi rad gledal glase za relevantne gume in ne za modrčke, on sploh se ne zaveda, da bo ob naslednjih volitvah ali kakršnih koli anketah lahko glasoval tako, kot bodo želeli drugi. Ne? Recimo. In s tem lahko škodil tudi sebi, svoji družini in tisti skupnosti, v kateri pripada. Ne? A misliš, da je kakšna korelacija med družbeno ureditvijo in vdorom, posegom v zasebnost? Sigurno. Kje je več? Vsak, ki vlada, hoče imeti kontrolo nad populacijo, kateri vladaš. Tako da več, ki veš, več točk pritiska in točk kontrole imaš. Plus pa, ki priješ, če razkriješ vse, če ljudje nimajo več zasebnosti, se ljudje samo cenzurirajo. Vsak se samo cenzurira na velik primerih vsak dan. Saj jaz osebno, se sigurno. Oziroma saj razmišljam, ok, to bom uporabil drug servis za pogooglati oziroma poiskati te podatke oziroma glede na to, da veliko potujem, mogoče tega nam nujno zdaj tweetno zaradi tega, ker ni šans, da bom dobil kakšno vizo. Pa govoriš o sosedu, ne? Ja. Tako da samo cenzuriramo se ogromen že sami po sebi. Hkrati pa ne vem, če imam kolega, ki noče uporabljati
chat appa z zadovoljivim nivojem zasebnosti, so pač določene stvari, v katerih se ne bomo nikoli pogovarjala drugače v živo. Ampak to so vse nivoji samocenzure. Nismo še na tem nivoju, da mogoče ne boš razmišljal vsega, ampak že zelo blizu, zaradi tega, ker če bi ti lahko gledali v možgane, pa nadzorovalo se tvoje misli, bi jih definitivno to počeli. Torej, lahko rečemo, da družbena ureditev ne vpliva toliko na željo cenzure prebivalstva, ampak njihova tehnična zmožnost. Ne glede na ureditev, je cenzura odvisna bolj od tehnične možnosti vlad, centrov moči, ne pa od različnosti ureditev. Ne? Ja in ne, ampak se pravi, če nekaj, kar je top-down način vladanja, vedno rabiš kontrolo. Če pač nimaš nekoga, ki se odloča na mesto tebe, pa kjer mu je v interesu, da bo ostal na oblasti, da bo usmeril, kam ti misliš, kako se odločaš v stvarih, pa zgubiš in se ne, zaradi tega pač surveillance je biznis. Pač, če nimaš nobenega dobrobita od tega, ker to počneš, ne boš počel tega, ker pomeni, da se nekje mora splačati. Sicer prodajo ti zato, da gre za otroke, dejansko je zgodba precej druga, zaradi tega, ker še noben otrok ni bil nikoli rešen od tega. Nobenemu teroristu ni zmanjkalo denarja zaradi tega, ker ga moramo vsega prijaviti. Točno to. Pa droga se še zmer producira. Pa verjetno še malo več, kot se je v preteklosti. To je res čudno. To se trudijo. Vse moramo povedati. Skozi se trudijo. Ja? Ampak kriv si ti. A misliš, da je Kitajska, Indija, Evropa, je to zdaj že eno in isto? ZDA, glede na kontrolo vseh, nadzor vseh podatkov. Tehnično naprej, zgolj zaradi tega, ker so počnejo to že zelo dolgo časa. Tako da hkrati vse, kar se proba sprejeti v Evropi, pa vse, kar se počne, si 20 let nazaj, vsak diktator kjerkoli režima, ki ga vsi kažejo kot nekaj slabega, se sanjati ni upal o čem takmu, kar je danes normaliziran, zaradi tega, ker gre za otroke ali pa kakorkoli drugače zapakiran. Tako da smo pač zelo radi vsi kažejo na Kitajsk, ampak lahko ne rabiš le pogledati do sosedovega klanca, da ugotoviš, da smo praktično vsi že skoraj istmo zoso. No. Tam, da je tam mogoče družba bolj reflektira to, da so pod večjim nadzorom dlje časa. Ja, mi se lahko ozremo že na slovensko poslanko v Evropskem parlamentu, ki kriči, da se moramo vsi identificirati na internetu in zagotovo bo navijala za digital ID. Seveda. No, to je v bistvu ta evropski poskus kontrole komunikacij povezavi z digitalnim evrom in digitalno identiteto. Ne? Ta celoten paket orodij, ki jim omogoča praktično vse. Ne? Kako gledaš na to? Koliko del smo kle? Kaj se ti zdi? Predaleč. Mislim, da smo že prejšnjič govorili o tem. Problem je jasen. Nivo kontrole je nenaraven, kar pomeni, da rabiš skozi razširjati in skozi pritiskati. Odzemati moraš ljudem svobodo o čem razmišljajo, svobodo zasebne komunikacije, svobodo zasebne transakcije, ker so pač dve najbolj fundamentalni stvari za obstoj svobodnega človeka je zasebnost pa svoboda razmišljanja, ker pa folk misli, ok, se lahko še zmeraj vse razmišljam, ampak to ni res, zaradi tega, ker če poguglaš vse, kar ti pride na pamet, je dost držav v Evropi že, ki te bojo zaprli. V Angliji zapirajo babice zaradi tega, ker na Facebook napišejo, da je v tele soseski so pa malo veliko ljudi, ki je malo drugačnega odtenka, pa ful štale delajo. Bam, v zapor. Kljub temu, da je vse res, ampak to nima veze. Tako da je svoboda razmišljanja je to, zaradi tega, ker ni ti več dovoljen razmišljati, zaradi tega, ker se samo cenzuriraš, kaj boš povedal, kar pomeni, da eventualno tudi vseh teh misli ne boš imel. Se pravi, ta drugi del je svoboda transakcije. Zato, da jaz tebi prodam koruzo,
ne rabi biti noben upleten, ne sme biti noben upleten. To je stvar med nama. Noben ne rabi vedeti za to. Ali pa, če hočeva, lahko povedva stane tu, da se pa on odloči, da reče, ok, nismo dal dosti koruze, za kolikor smo dal Bitcoin. Ampak spet je to nekaj, ker smo se odločili, da bomo upleteli tretjo stranko, ki bo neko storitev dodala k tej transakciji. In to sta obe stvari, ki praktično zginevata v Evropi. In digitalni evro in digitalni ID bo ta zacementirala to. Pa je... Lahko sem še dodam, da če bomo vsi samo cenzurirali svoje izjave na internetu, bomo vplivali tudi na izjave ali pa razmišljanja drugih, ker se vsi zgledujemo po drugih, učimo od drugih, sledimo nekomu. In če nihče ne bo upal iskreno govoriti, bomo znotraj sebe v svojih mislih sprejemali novo stanje kot normalo. In tako, kot si rekel, Aljaž, enostavno ne bomo imeli misli, ki bi jih lahko imeli ali pa bi jih morali imeti. In se bo normala spreminjala v naše slabo. Ne bomo več uporniki, ne bomo več razmišljali dovolj trezno. In bomo sami se postali večji sovražnik kot centri moči. Oziroma bomo šli na razmišljanje, kot si ga centri moči želijo. Ja, Kaj je v bistvu ultimativni cilj? Se pravi, če nas kontrolirajo povsod, če nam programirajo denar, inflacija takšna in drugačna, bomo v bistvu brez kakršnekoli kupne moči in sredstev na koncu. A je to končen cilj? Ker če nimamo ničesar, pa nam tudi ničesar dejansko ne more vzeti. V končni You will own nothing and be happy. To je končni cilj. Že, ampak če nič nimaš, ne, pa nič od tebe ni, ne, zakaj si pol koristen za njih, ker za njih moraš biti koristen. Ja, to je beyond me, tega jaz ne razumem. Parazit ne razmišlja o koristi, parazit razmišlja o koriščenju. Ja. A gremo zdaj na to, kako pa lahko digitalno komuniciramo, da ohranjamo zasebnost, kako lahko digitalno živimo, izvajamo transakcije, da ohranjamo zasebnost, brez da smo popolnoma anonimni in ne vem, brez da je to ekstremno težko. Kakšni so prvi koraki za zagotavljanje neke večje zasebnosti za vsakega posameznika? Kje si ti začel, Aljaž? Pa, mogoče, kje sem jaz začel, je težko reči, pa verjetno ne najbolj relatable zgodba za povprečnega poslušalca podcasta, ampak bolj, kje začeti je ali pa tako, ja. Zelo enostaven, pa zelo zakompliciran. Začnemo z mogoče malo provokativno trditvijo, da začnite se lagati povsod. Zaradi tega, ker danes te na vsakem vogalu vprašajo, kje pa ste, kakšno je pa vaše ime, kje pa stanujete, kakšna je pa vaša telefonska številka. Drži. Pa ne rabijo vedeti, ne? Ne rabijo vedeti. Pa če sem kar nekajkrat sem se že skregal v raznih trgovinah, dajte mi še vaš naslov. Ne, pogled, sem ti dal, plačal sem ti, jaz grem. Ne, pa rabimo naslov, ne rabiš mojega naslova, ne rabiš moje telefonske. Tako da včasih se me pač tak regati s folkom, včasih se samo obrnem, pa grem, velikrat pa pač napišeš neki na ono forumo zaradi tega, kaj je lažji. Pač, kdo pa ve, da sem Lojze ali pa John, koga briga. Tako da pač, treba je normalizirati to, da se pač vsakemu, ki te vpraša, kakšno ime, se mu pač slaž, zaradi tega, ker se ga nič ne tiče. Se pravi, moj fotor sploh ni to šloh razmišljal. Vsakič, ki je naprimer klical po telefonu, je vedno rekel nek tretji ime, nek tretji priimek. In meni nikoli ni bilo jasno, zakaj to dela? Sploh ga nisem nikoli se vprašal, ampak zdaj razumem, zakaj je to delo. Mislim, ne vem, če je bil to njegov razlog, ampak tako je delo. Da ne bo kdo to narobe razumel, da nagovarjamo laži, ki je škodljiva, nagovarjamo samo k temu, da ne razkrivamo svojih osebnih podatkov zaradi svoje varnosti in zaradi zaščite svojih koristi. V bistvu temu težko rečeš laž. Tako je, ja. Zaradi tega, ker pač, kdo pa prav, da jaz ne mislim v sebi, da sem tudi Lojze. To je pa zdaj že to ta modern, ne? Ok, razumem. Dokler nisi Lojska, je še vse v redu.
Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare, ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji Na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. No, to je bil prvi od 3 delov intervjuja z Aljažem na temo zasebnosti. Veš, kaj me je malo zmotil, David? Ker sem ga šel ti takoj vprašati, kdaj je on začel gledati na zasebnost drugače. To je pa kar malo zasebno vprašanje. Ja, in? Kdaj si pa ti začel na zasebnost gledati drugače? Kako te briga? No, veš, to je ta pravi odgovor. No, treba pogledati, kaj sploh je zasebnost, o Daj. čem se pogovarjamo. Ne? Daj malo preber. Zakaj je zasebnost temeljna človekova pravica? Veš, kaj bom najprej prebral? Ne. Kaj je sploh definicija besede zasebnost? No, daj. To sva šla pogledati pa v fran.si, ker je uporabna stvar. Zasebnost je nekaj, kar je v zvezi s posameznikom kot neuradno osebo in ni dostopno za javnost. Zanimivo. Kar na kratko jedrnato bistvo. Ne? Ja. No, pa poglejva, kaj so si izpisala in modrovala, kaj je zasebnost. Zasebnost je ključna, ker varuje človekovo svobodo, dostojanstvo in avtonomijo. Človek brez zasebnosti ne more biti svoboden. Zasebnost je stanje, ki nam omogoča, da sami odločamo, kaj o sebi bomo razkrili in kdaj. Zasebnost je stanje, ko človek ni opazovan ali moten strani kogarkoli drugega. O tem je govoril Aljaž, ki je govoril, da gremo v štacuno pomerjati oblačila A v pokazati tiče. tiča, Ja. v tisto, kako rečemo, tisto garderobo, ne? Ja. In tega ne naredimo kar na hodniku. Ne? In zakaj bi mogli kazati tudi svoje bolezenska stanja, finančna stanja, osebna razmerja javnosti, če tega ne želimo. Ne? Drži. Če nam je pa jasno, da tudi tiče ali pa joške ne bomo kazali v javnosti, kot tega ne želimo. Ne? Ampak še preberemo še naslednji stavek, ki so ga prebrala. Omogoča nam, da razmišljamo in delujemo brez strahu pred nadzorom ali sankcijami. Je obramba pred zlorabami moči, manipulacijo, diskriminacijo in pretiranimi posegi držav ali podjetij. Tudi to drži, ne? Tudi to drži. In tudi o tem smo govorili. Yep. Sicer je rekel Aljaž, da se moramo na internetu kar malo zlagati. To ni mislil, da govorimo neresnice. Ne, ni rekel zlagati. Rekel je, da pač ne povemo svojih podatkov. No, na ta način, ja. Ja. Se nič ne lažete. Pač lepo je povedal. Če si v tistem trenutku se počutiš, kot da si... Pes? Ok, sem mislil reči, pač cene, ne? Aha, Pač ja. mod scene, ne? Tako je. Pa če živiš na, ne vem kva, gasilski 6, tudi v redu, ne? Ja, res je. Ja, tako da to je zelo uporaben nasvet. Razdeljeva še samo cenzuro. Dobre in slabe stvari. Samo cenzuriraš se. Ja. Se pravi, to, kar jaz mislim, ne povem čisto vse, Po pravici. a ne? Ja, to, kar jaz... Ti misliš, da moraš povedati, Ja. kaj pišeš, a ne? Na internetu ali pa rečeš. Ja, In potem mi vsi, ki to poslušamo, pa beremo, si mislimo, lega David pa res tako razmišlja, to je pa politično korektno, bom še jaz. A ne? In s tem tudi na druge vplivamo, na tiste, ki ti sledijo. In če ni bilo to čisto iskreno, sledimo napačnim mislim, a ne? In mogoče na podlagi tega oblikujemo tudi svoje misli. ja. In- Mislim, sploh ne vemo dejansko, kaj nekdo misli na drugi strani, a ne? Tako. In zaradi tega smo kot družba Napredujemo ali pa ne napredujemo, smo pač zelo oski, ne? Pač zdalje bolj ozek postaješ kot družba, tako, ne? ne bogatimo se s svojimi različnimi mnenji. Ja. Ne? In če je razlog za to političen, neka politična cenzura, moramo najti nek prostor za diskurs. Na internetu pa moramo tudi povedati, a ne, da se samo cenzura lahko zlorabi v smislu, oziroma da se anonimnost lahko zlorabi in ne cenzura zlorabi v smislu, ne vem, žaljenja, agresije, pozivanja k kakšnim likvidacijam, kar je seveda neželjeno in nepotrebno. Žal imamo malo premalo te kulture izmenjave mnenj brez nasilja, pa brez prepričevanja. Drži, ne znamo tega, ne znamo poslušati. Ne? Tudi Ja. smo zelo nestrpni, ker nekdo drugače misli, tudi sam priznam, sem prevečkrat tak, da če pa ni tako, ne razmišljati, koliko jaz, pa ne. Če ni Bitcoin, ta pravi, pa že ni ok. Ja, no in če bi ta različna mnenja znali bolj strpno sprejeti, bi morda tudi bili bolj odkriti na internetu in pa če ne bi bili kaznovani za svoja mnenja, pa sploh ne. Torej, izkoristimo ta orodja pametno. Drži. Kaj bo v naslednji epizodi? V naslednji govorila? epizodi bomo pa malo bolj konkretno pogledali, kaj lahko uporabimo kot ali aplikacije na telefonu, računalniku, ki nam lahko pomagajo pri zasebnosti.
Pošljite nam vprašanja, vaše dvome, kritike, pa se bo potrudila odgovoriti na nje. Ostanite na Coinu. In zberite Satošije zasebno.